Praznik kozjanskega jabolka je prireditev, ki je iz skromnih začetkov prerasla v enega največjih okoljskih dogodkov v Sloveniji. Osnovni namen te naše prireditve je seveda ozaveščanje vsesplošne javnosti o nujnosti ohranjanja visokodebelnih travniških sadovnjakov, ki so seveda najpomembnejši habitat v zavarovanem območju Kozjanskega parka. Letošnji praznik kozjanskega jabolka bo potekal od nedelje 3. oktobra pa vse do nedelje 10. oktobra. Pričnemo torej v nedeljo 3. oktobra s pohodom po kozjanskih sadovnjakih. Letos nas bo pot vodila od Lesičnega preko Gubnega do Virštanja. V torek, 5. oktobra, na gradu Podsreda organiziramo Hermanovo delavnico za otroke in seveda bomo po delavnici tudi vse otroke popeljali po naši razstavi Herman Lisjak v Kozjanskem parku. V sredo, 6. oktobra, odpiramo tradicionalno razstavo starih sort jabolk, ki jo bo letos spremljala razstava, fotografska razstava Leje Babič, Sončna vrata. Razstavi odpiramo v Slovensko-bavarski hiši v Podsredi. V četrtek, 7. oktobra, bomo izvedli Aškerčev večer v Domu krajanov v Podsredi. Letošnji Aškerčev večer bo posvečen največjemu slovenskemu pesniku Francetu Prešernu. Aškerčev večer organizira recitacijska skupina iz Bistrice ob Sotli v sodelovanju z okoliškimi kulturnimi društvi. Sobota in nedelja, se pravi 9. in 10. oktober, pa sta seveda namenjeni sejemskemu delu praznika kozjanskega jabolka z bogatim kulturnim programom. Letos bomo imeli samo 100 stojnic, zato da bomo lažje ugodili priporočilom NIJZ-ja. Na stojnicah imajo seveda prednost vsi ponudniki iz zavarovanega območja Kozjanskega parka in biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. V kulturnem programu, ki bo spremljal sejemski del praznika, se bo zvrstilo preko 200 nastopajočih, od ljudskih pevcev in godcev, harmonikarjev pa vse do folklornih skupin. Tudi letos bomo izvedli številna tekmovanja, se pravi pekli bomo štrudel za naziv Štrudel mojsterca, prav tako bomo delali najdaljši olup iz jabolka, no kot zanimivost lahko povem, da je najdaljši olup uspelo narediti večkratnemu zmagovalcu Martinu Magdalencu. Njegov olup jabolka je meril kar 7 metrov in 30 centimetrov. Tudi letos bomo podelili naziv Carjevič, ta naziv si prisluži lastnik sadovnjaka, ki v tekočem letu najlepše poskrbi za svoj sadovnjak. Letos bomo tako na sadjarskem tronu ustoličili že 13. Carjeviča. Tudi letos bomo tekli in sicer pod nazivom S kozjanskim jabolkom do bolj zdravega življenja. Rekreacijski tek na grad Podsreda organizira Športno društvo Podsreda. Prav tako bomo letos tudi kolesarili z jabolko na kolo. Kolesarjenje organizira kolesarska sekcija Orans iz Bistrice ob Sotli. Skratka, tudi letos bo pestro in seveda vabljeni, da se nam pridružite drugi vikend v oktobru, se pravi 9. in 10. oktobra na prazniku kozjanskega jabolka. Kot novost na letošnjem prazniku pa kuhna na jabolki, v okviru katere bodo ponudniki, se pravi gostinci, ponujali svoje dobrote. Več o samem prazniku pa na naši spletni strani www.kozjanski-park.si.